sedi na Ministrstvu za obrambo sestanek državnega sekretarja, pristojnega za koordinacijo delovanja uprave za zaščito in reševanje, gospoda Rudija Medveda, s predsednico Študentske organizacije Slovenije, Marike Grubar, in predsednikom Dijaške organizacije Slovenije, Simonom Turuševičem. Gospod Rudi Medved, kakšni so bili sklepi, kaj ste se dogovorili, izvolite? Lepo pozdravljeni. Od začetka covidne krize smo v Sloveniji izplačali, mislim, da približno milijardo evrov najrazličnejših covidnih dodatkov. Nič narobe. Ampak na koncu, ko vsi skupaj upajmo, da je ta covidni čas mimo, se je pa zalomilo pravzaprav prav na dijakih in študentih, ki so tudi prispevali svoj zelo pomemben delež. Ta država jih je pozvala, naj se vključijo v delo na območjih, ki so prav tako pomenila veliko tveganje. In ta država se jim je želela tudi oddolžiti s PKP-jem 10, v 77. členu je bilo dijakom in študentom priznano, da imajo pravico do dodatka na delo v nevarnih razmerah, ko so delali v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih, prek študentskega servisa, pa tudi pri zasebnikih, ko je šlo za mobilno testiranje in cepljenje. Ampak potem se je zalomilo pri navodilih in sami izpeljavi tega zakona. To se nam v tej državi vse prerado zgodi, da tisti, ki potem morajo neko zakonsko določilo implementirati v praksi, si ga razlagajo pač po svoje. Na Ministrstvu za obrambo smo se s tem problemom soočili potem, ko je bilo upravi za zaščito in reševanje naloženo, naj v praksi izvede izplačila teh covidnih dodatkov za dijake in študente. Zataknilo se je pri tolmačenju samega zakona, kdo je pravzaprav upravičen. In zakon je bil in je še tukaj popolnoma jasen, zelo natančno pove, da so to vsi dijaki in študenti, ki so delali v teh nevarnih ali pa tveganih razmerah, ne glede na to, ali so za to dobili tudi kakšno plačilo ali pa so bili prostovoljci. Zakon se je v praksi pač tolmačil tako, da niso vsi upravičeni do tega, zato smo na Ministrstvu za obrambo razveljavili nek sklep kolegija prejšnjega obrambnega ministra, ki je govoril in ločeval te dijake in študente na upravičene in neupravičene in seveda tolmačimo zakon tako, kot je napisan. Zakon je popolnoma jasen in ga je treba v praksi samo implementirati. Torej smo tisto določilo, ki je nekako delilo dijake in študente na upravičene in neupravičene, izločili in bomo zakon pač uveljavili v praksi, tako kot je bil sprejet. Koliko je teh dijakov in študentov, ki so upravičeni do teh covidnih dodatkov, skupaj smo nekako prišli do neke ocene, da gre verjetno za okrog 3000 dijakov in študentov. Koliko bo to stalo proračun, je seveda ponovno vprašanje. Če bi se pri tej številki izplačevali maksimalni dodatki, torej dodatek pa je bil predviden za poln delovni čas, 30 evrov na dan, potem pa toliko nižji, pač odvisno od opravljenih ur, bi šlo lahko tukaj za približno 1 milijon evrov.
ampak jaz sem na začetku omenil, da smo v tej državi za covidne dodatke izplačali približno milijardo evrov. In torej za študente in dijake, ki so priskočili v tistih kritičnih trenutkih in nesebično pomagali, torej tudi če bo teh dodatkov za milijon, nikakor ne more in ne sme biti problem. Zdaj nas čaka seveda skupna naloga, da to tudi v praksi izvedemo, kolikor smo seznanjeni, so morda po nekaterih zavodih evidence pomanjkljive ali pa slabe, tako da nas seveda čaka zdaj oblikovanje natančnih evidenc in pridobitev dokazil o opravljenem delu, ampak mislim, da tudi to ne sme biti kakšen velik problem v državi, kjer nas je 2 milijona, se bomo pa menda že našli drugega. Tako da s predstavniki študentske in dijaške organizacije smo se danes dogovorili, kako bomo tehnično to v praksi tudi izpeljali. Vsekakor pa naj bo to šola za naprej, če se bomo, upam, da ne, znašli v podobni situaciji, da bomo v prihodnje mislili tudi na to, ko ljudi pozovemo, naj pomagajo, naj pridejo delati, naj tvegajo, da bomo na tehnične podrobnosti takih povabil pozorni preden bomo padli v takšen problem, kot ga rešujemo sedaj. Hvala lepa. Izjavi bosta dala še oba predsednika študentske organizacije in dijaške organizacije Slovenije. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Torej, moje ime je Marike Grubar in sem predsednica študentske organizacije Slovenije. Najprej bi se želela zahvaliti, da smo končno našli relevantnega sogovornika oziroma sogovornike in sogovornice in se resno se lotili reševanja tega problema. V bistvu gre za problematiko, ki smo jo zaznali že pred nekaj meseci, ampak si takrat nismo predstavljali, da bo ta zadeva tako zelo velika, da bo imela tako zelo velike razsežnosti. Takrat se je na nas obrnil en študent in smo mislili, da gre za napako v postopkih. No, potem se je izkazalo, da je teh študentov vedno več, vedno bolj smo obveščali javnost, nastopali v javnosti, obrnili se tudi na vse ostale relevantne uradnike. In zadeva se je potem počasi začela razpletati, ampak v tem času smo se na študentski organizaciji Slovenije pripravili, da mogoče ne bo rešitev tako zelo enostavna, zato smo študente pozvali, da se nam v čim večjem številu javijo in dobili smo okoli 1000 odzivov samo na naš e-mail, kjer so študenti opisovali svojo problematiko. Zelo veseli smo, da ne rabimo izbrati sodne poti, bili smo pripravljeni tudi na takšno rešitev, ampak na srečo smo našli nekaj, kar se nam je zdelo najbolj pravilno in to je pogovoriti se z odločevalci in pokazati, da se tudi na tak način da reševati omenjene problematike. Seveda upamo, da v prihodnje do podobnih stvari ne bo prihajalo, ampak se pa zavedamo, da tukaj moramo kot študentska in kot dijaška organizacija odigrati svojo vlogo in zelo jasno nastopiti in se boriti za študentske pravice in to je en lep primer, kako lahko sodelujemo z odločevalci in pokažemo, da na tak način mislimo tudi na študentsko oziroma populacijo mladih. Je pa res, da bo to le prvi korak v reševanju te problematike, je, samo ocenjujem, zelo pomemben in pravilen korak, ampak vse nadaljne, kot je predhodni govorec povedal, moramo še uskladiti, moramo ugotoviti tudi, kje dobiti podatke, na kakšen način, kako uskladiti, da bo sleheren dijak in študent dobil to izplačilo. Je pa to dober problem, ki ga imamo še pred sabo, ker to pomeni, da rešujemo to problematiko in sem zelo hvaležna, da lahko danes stojimo tukaj na takšen način in da obeležimo pač ta korak kot korak v pravo smer. Lepo pozdravljeni, Simon Trusvič, predsednik Dijaške organizacije Slovenije. Dijakinje in dijaki, študentke in študentje so tekom COVID krize izkazali nesebično pomoč pri reševanju nekega skupnega stanja v naši državi. Danes smo imeli izjemno konstruktiven sestanek z državnim sekretarjem na Ministrstvu za obrambo. Ocenjujem, da smo na tem sestanku dejansko dosegli dogovor, rešitve, kako bomo na nek pošten način izplačali dodatke vsem dijakom in študentom, do katerih so tudi z zakonom jasno upravičeni.
Zakonodajna veja oblasti je ta zakon sprejela, izvršilna veja oblasti je tista, ki mora ta zakon tudi v resnici točno in natančno izvajati. Torej, tako kot je že Marike povedala, smo tudi v Dijaški organizaciji Slovenije zaznali, da je kar precej nezadovoljnih dijakov oziroma dijakov, ki so se na nas obrnili v zvezi z neizplačenimi covidnimi dodatki. Delali so v različnih ustanovah, v kritični infrastrukturi, tako v javnih zavodih, kot je recimo klinični center, kot tudi na cepilnih točkah za testiranje. Vsekakor so bili pod izjemnim stresom, naporom, tudi psihičnim nenazadnje naporom, ker kot veste, marsikdo je to jezo nad ukrepi zlevopravne dijake in študente, ki so, kot rečeno, nesebično pomagali državi pri reševanju te krize. Danes smo našli rešitev, oziroma to je začetek poti, kako bomo te covidne dodatke do tega konca leta izplačali, oziroma do konca proračunskega leta. Tukaj seveda kot Dijaška organizacija Slovenije in tudi Študentska organizacija Slovenije apeliramo na vse, tako na Ministrstvo za obrambo, Urad Republike Slovenije za reševanje in zaščito, kot tudi na delodajalce in študentske servise, da pomagajo poiskati vse upravičence, zato da najdemo ustrezne evidence, ker kot veste, na nekaterih javnih zavodih še vedno primanjkuje vseh pravih podatkov in mi srčno upamo, da bomo te podatke čim prej pridobili, da bodo lahko vsi upravičenci do covidnega dodatka ta denar tudi prejeli. Jaz sem iskreno zelo vesel, da tisti, ki morajo prejeti ta dodatek, ga bodo tudi prejeli in sem zares hvaležen tudi državnemu sekretarju in celotnemu ministrstvu, da so prisluhnili našim zahtevam, da so prisluhnili mladim, kajti kot rečeno, mladi smo pogosto zapostavljeni in tokrat se mi zdi, da smo res našli pravega sogovornika tukaj na ministrstvu in upam, da je to začetek poti in so pred nami neke sladke težave in na koncu lahko to zgodbo uspešno zaključimo in vsi upravičenci dobijo zagotovljen denar. Tako da še enkrat najlepša hvala vsem in upam, da se bo ta zadeva rešila. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Kdaj pričakujete, da bodo torej vsi dobili plačano? Tako kot je gospod državni sekretar povedal, naj bi do konca, se pravi, tega proračunskega leta, torej do 31. decembra, bili vsi dodatki izplačeni. Samo če dodam, se je bil nek orientacijski rok najprej postavljen 31. julij, da se to reši, ampak seveda vmes zaradi teh recimo in birokratskih zapletov, ki so nastajali, je čas tekel, reševalo se ni ničesar in zdaj bi bilo seveda nehumano pričakovati, da bomo vse to uredili v mesecu dni, pa še dopusti so. Vsekakor pa, ker gre le za zahtevno iskanje zdaj teh evidenc, ker se pač v tem času zdaj ni nič dogajalo na tem področju, bomo seveda mi ta rok ustrezno podaljšali, niti ga nismo si zdaj postavili kot nekaj dokončnega, ampak nekako v tem letu, da to stvar vendarle izpeljemo. Še eno vprašanje. Koliko menite, da je povprečno bi morali dobiti, državni sekretar 30 evrov na dan, koliko pa mislite, da je povprečno izplačilo za te dodatke na dan? Študente, dijaka, so kakšne ocene približno? Čisto odvisno od upravnih ur, ampak večina je kar nekje v povprečju, redki so tisti, ki so izkoristili maksimum, ampak ker nimamo vseh teh podatkov, ker jih šele zbiramo, pa ker tudi imamo samo recimo 1/3 vzorca, ne bi točno želela, lahko rečem, napačno informacijo, ampak jaz mislim, da če so pač oddelali maksimum, jim je treba maksimum plačati, pač vsem glede na to, koliko so pač vložili svojega dela. Hvala lepa državnemu sekretarju in obema predsednikom. Hvala lepa pa tudi vam seveda. Hvala še. Stanek srečno.